Lep pozdrav torej še z reporterskega mesta v znova neprav napolnjenih Stožicah, oziroma bolje rečeno, kot tudi sami vidite na vaših zaslonih, skoraj povsem praznih. Na zadnjih tekmah se Olimpiji to pogosto dogaja, v letošnji sezoni le na tekmi z Mariborom razmeroma polne tribune, več kot 8500 gledalcev, na vseh ostalih srečanjih pa več kot 2000 ljudi. Na domačih tekmah Olimpije ni bilo. Vidimo kakšen zdrs igralca in igralci se morajo čim prej na to prilagoditi. Krasna akcija zdaj Olimpije, poskus Roka Kronavetra. Banjak zdaj na desni strani. Maja proti Vombergarju. Dobro se odkriva Andres Vombergar. Na levi strani Rok Kronaveter, ki je za zdaj povsod na igrišču, tako rekoč. Prodor Suliča, Savič, poskus Saviča, žoga mimo vrat, tole ni bilo slabo. Mario Jurčević se je zdaj tudi postavil k žogi. Ja, pa vendarle mislim, vsaj po dnevni formi tukaj dvoma ni. Močan strel Roka Kronavetra, malce preko vrat. V prvem polčasu v letošnji sezoni je Gorica dosegla samo 3 zadetke, v drugih polčasih potem 8 golov. Zdaj je lepa priložnost za Andresa Vombergarja. Celcer z neposrednim strelom, krasen strel Celcerja in tudi tokrat ni zadetka. Tudi tokrat brez... Ne, je zadetek, tokrat je sodniška peterica gol priznala. Uroš Celcer s čudovitim strelom. In očitno v tem primeru žoga je prečkala golovo črto s celotnim obsegom. Zdaj pa bo to znova zelo zanimivo pogledati še v ponovljenem posnetku. Lahko rečeva, da je gol zadetek Gorice popolnoma zaslužen. Glejmo tule. Z roko je zdaj v kazenskem prostoru igral Matija Kavčič, 11 metrovka. Andrej Žnidaršič je pokazal na belo piko, 81. minuta, Olimpija bo imela zdaj zlato priložnost, da rezultat izenači. Žnidaršič se je odločil za 11 metrovko, Rok Kronaveter pa je prinesel izenačenje Olimpiji na 1:1. Tudi tokrat je bil Januš Štrukelj blizu. Rok Kronaveter je v letošnji sezoni 11 metrovki že zgrešil. Eno proti Mariboru. Filipović zdaj sam pred Ivačičem. Andrija Filipović. Gorica vodi z 2:1. Kakšna napaka zdaj Olimpijine obrambe. Krasno je tam žogo z glavo nekdo od goriških nogometašev usmeril proti Andriji Filipoviću. In po šoku zadnji juriš Ljubljančanov, Lupeta je v kazenskem prostoru, Lupeta 2:2. Joakim Lupeta pred natančno 2 minutama, niti ne toliko, je prišel na igrišče, zamenjal Tomislava Tomića in dosegel zadetek za izenačenje na 2:2. Poglejmo, ni bilo prepovedanega položaja. Pa ja, na koncu moramo biti zadovoljni, ker smo dosegli gol v zadnjih minutah. Ampak mislim, da nekako nismo bili pravi danes celo tekmo. Sicer smo imeli več žogov v svoji posesti, imeli tih dosti kornerov, predložkov, ampak ne vem, nekaj nam je zmanjkalo danes. Ja, seveda, na koncu smo lahko razočarani, dobili smo gol na koncu, vendar točka lih tako uredi, ne. Prišli smo gor narediti maksimum, mislim, večinoma smo se branili, izgubili smo 2 ključna igralca, prvim počasi, pomenilo dosti. Ko meni mi ni lahko priti noter, ne, mrzlo vse. A mislim, da
smo si zaslužili točko, no, kar smo pustili srce na igrišču in nima ok. No.